Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas so apostoli rekli Gospodu, pomnoži nam vero. Gospod pa jim je dejal, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murivi, izruj se s koreninami vred in se presadi v morje, in pa bi bila vam pokorna. Kdo izmed vas bo svojemu služabniku, ki orje ali pase, dejal, ko pride s polja, pridi brž in sedi za mizo? Mar mu ne bo rekel, pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi strezi, dokler jem in pijem, nato boš ti jedel in pil. Se mar zahvaljuje služabniku, kjer je naredil, kar mu je bilo ukazano? Tako tudi vi. Ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite, nekoristni služabniki smo. Naredili smo, kar smo bili dolžni narediti. To je Kristusov evangelij. Prav lepo pozdravljeni danes na naš skupni praznik župnijskega parnega žegnanja, ko se spominjamo posvetitve naše župnijske cerkve. V tem času, ko smo se bližali prazniku, sem šel tudi malo v spominu nazaj in pred 284 leti so na tem mestu naši predniki postavili cerkev, ki je bila manjša. Od glavnega vhoda vse do tega glavnega oboka. To je bilo konec cerkve. Zgrajena je bila leta 1741. In vi, ki ste v tem delu cerkvene ladje, tako zdaj rečemo, ste na tem mestu, ki je že skoraj 300 let. In to prav ta zid cerkve, kjer se je tudi v župniji Brezovica število prebivalcev in vernikov večalo, so se ljudje odločili, da cerkev povečajo. Niso šli v rušenje tega dela, ki je bil sezidan, ampak so porušili ta zid, ta zadnji ali pa sprednji, in naprej podaljšali v presbiterij, v ta del, ki smo zdaj tukaj ministranti in tudi vi v sprednjih klopeh. In ko so cerkev podaljšali, povečali, je bil zvonik neprimerno majhen. In so ga porušili in zgradili novega, in to je ta zvonik, ki ga sedaj opazimo. Ta gradnja cerkve, ki v tej obliki je bila končana leta 1858. In ko so cerkev dokončali, so naredili vhodna vrata, prav ta vrata, skozi katere ste vstopili, in na sredini vrat,
tam, kjer se ena polovica pripre, je urezana letnica 1858. Takrat je bila cerkev zgrajena v tej obliki, zvonik in potem tudi podaljšanje cerkve. Ni bila še gradnja vsa zaključena, v naslednjih 5 letih so se odločili za gradnjo zakristije in tudi prostora nad zakristijo. Okno, ki ga imate tu, je prostor nad zakristijo, ker to okno je zunanje. To je zunanje, tu ni več nobenega prostora, to je pa prostor nad zakristijo. Nekateri, ki ste nekoliko starejši, ste imeli verjetno celo po drugi svetovni vojni tukaj verouk, ker je bilo prepovedano v drugih prostorih poučevanje verouka. In ta gradnja zakristije in prostora nad zakristijo je bila potem končana leta 1863. In ministranti, nekateri pa tudi, ko prihajate skozi stranski vhod pri zakristiji, tudi na teh vratih, ki so še od prvotne gradnje, je urezana na sredini letnica 1863, 5 let kasneje, kot glavni vhod. In istega leta, ko se je dokončala zakristija, prostor nad njo, tudi ostrešje, so se odločili in povabili takratni verniki, da pride v našo župnijo Škof in to novo svetišče povečano, obnovljeno, dograjeno posveti. In to se je zgodilo, če gremo po koledarju, včeraj, 4. oktober. 4. oktober, včerajšnji dan, je natanko 162 let. Ko je bila tukaj velika slovesnost in takrat, ko se posveti svetišče, Škof s sveto krizmo mazili zidove. To je isto mazilo sveta krizma, kot pri svetem krstu, ko smo bili mi maziljeni, ali pri sveti birmi, ali pri mažniškem posvečenju. Ta prostor je posvečen Bogu. In v ta posvečen prostor prihajamo mi, ki smo tudi posvečeni Bogu. Prihajamo zato, da ga počastimo, da se mu zahvalimo za življenje, za dar, za vero. Pa tudi prosimo takrat, ko je težja pot življenja. Koliko molitev, prošenj, zahval je bilo prav v tem svetišču, v teh 162 letih. Ni se oblikovanje cerkve kar končalo. Kasneje so se odločili naši predniki, da postavijo nov glavni oltar skupaj s tabernakljem, tudi s slikami, ki so kasneje nastajale. In jutri, ko bo 6. oktober, bo obletnica posvetitve glavnega oltarja. Leta 1907, 6. oktober, posvečenje glavnega oltarja, to bo jutri potem 118 let. In mi danes praznujemo ravno med eno in drugo obletnico, natanko na sredini, obletnico posvetitve naše cerkve, ki je izraz vere naših prednikov. Saj smo prav v evangeliju slišali prošnjo učencev, ko so prišli Gospodu in so rekli: Gospod, pomnoži nam vero. Veste, to ni bila prva prošnja glede vere Jezusovih učencev do Jezusa Kristusa. Nekako, če bi gledali tako kronološko, kakšnih 6 mesecev, pol leta prej, so učenci rekli Jezusu: Gospod, nauči nas moliti. Čez pol leta: Gospod, pomnoži nam vero. Sem razmišljal, se učenci so znali moliti. Se učenci so bili verni ljudje, se niso bili brez vere.
ampak s to prošnjo Gospod nauči nas moliti. Pred pol leta nazaj, glede na Jezusov čas, so učenci želeli tako obliko, ki bi bila najbolj primerna za češčenje Boga. In verjetno so imeli že prevzeto pri sebi. In potem so začutili, ni dovolj močna vera, ne dovolj globoka, dovolj osebna. Gospod, pomnoži nam vero. Močnejšo, globjo, bolj pristno, ko je bolj v povezanosti z Bogom. In ko sem pred kakšnimi 2 tednoma bil s Birmanci, tako šel z mislijo, vera ni vedno enako prisotna pri človeku. Tisti prvi korak vere, ki ga človek naredi, je tista naravna vera. Morda boste koga slišali, ko reče, nekaj pa je nad nami. Tako se začne, nekaj pa je. Nič ne opredeli, pa tudi lahko reče, so vse vere enake, veruje v Boga, v večnost, v življenje po smrti. Nekaj je nad nami. To je res prvi korak vere, ko človek gre. Potem pa lahko naredi naslednji korak. To je pa že vidni korak. Jaz bi tako nekako izrekel, da je to tradicionalna vera, ko je tudi naše okolje. Jaz sem iz družine, ki so moji starši verni. In tudi moji stari starši. In to je bil ta prenos vere naprej. In ta tradicionalna vera je potrebna. Če to prekinemo povezanost z našimi predniki, ki so nam toliko stvari izročili. Tudi to svetišče, zunanji izraz. Pa tudi to čutimo, da ni to končni korak vere. Pa je lahko tretji korak naprej, ko človek preko naravne vere, tradicije, ki nam daje zaklad vere, vstopi v odnos z Bogom. In zato so učenci prosili, za ta odnos z Bogom, da bi ta odnos bil živ. Morda lahko sami začutite, če ste kdaj kakšnega človeka srečali enkrat v življenju, tako mimogrede, gre kar iz spomina. Tudi če se kaj zgodi s tem človekom, nas kaj posebno se nas ne dotakne. Z nekom, ki pa čutimo več, ko smo povezani z njim. To je naša življenjska pot z njim v nekem času, v lepih dogodkih. Če se takrat nekaj zgodi, tisto pa občutimo, pa nam vseeno. Tukaj začutimo, kaj pomeni odnos, povezanost. In to so učenci hoteli, da bi imeli ta odnos do Boga, osebni odnos, to močno povezanost. Zato so rekli, pomnoži nam vero. Saj nekaj je že v nas, se ni to toliko malega, ampak da bi bilo to bolj iskreno, pristno, bolj živo. In tako tudi vera v našem življenju ni vedno na enakem mestu. Včasih se lahko nekoliko odmakne. Pa lahko rečemo, kar ne čutim, kar ne živim, kar nekam odtujeno mi je. Pa pride lahko zopet tudi po Božji dobroti milostni čas, ko nas bolj pritegne, bolj poveže, bolj prevzame. In človek, ki je res v veri usidran, prevzet, njegovo življenje se začne tudi spreminjati navzven. Ni beseda enaka, ni vsaka misel, ne delovanje. In ko sem včeraj tudi malo bolj pogledal našo cerkev, gradna cerkve, tudi kasneje poslikava cerkve, težko bi to nekdo naredil, ki nič ne čuti, ki nima odnosa do Boga. Kako naj naredi neko upodobitev, s katero želi nekomu brez besed povedati skrivnosti Božjega dotika človeka v teh upodobitvah, ki so v naši cerkvi, dogodkih odrešenja,
Kako naj nekdo, ki je glasbenik, izrazi svojo globino, če nima odnosa do Boga, ki ga prevzame in želi povedati lepoto vere v glasbi, v petju, v igranju, koliko stvaritev je nastalo v moči vere. In tudi tako sem mislil, koliko je tukaj delavcev delalo to svetišče, mož, koliko žena je tukaj sodelovalo, pa mnogo od teh ljudi nič ni govorilo, ampak so hoteli narediti. To je bil njihov izraz, to je bil njihov talent, dar, ki je bil v njih položen. Od zidarjev, slikarjev, krovcev, tesarjev, ročno delo se je izražalo v moči vere. In mi smo danes tukaj, na obletnico posvetitve, da bi se zahvalili za naše prednike, ki so nam izrazili, podali dar vere. Na nas pa seveda je odgovornost, da ta dar vere negujemo, ga poglabljamo, naj bo tudi danes za nas ta molitev pred Gospodom, pomnoži nam vero. Na kakšen način? Kako bi šlo? Kaj ne naredimo? Tukaj vedno bolj čutim, da to je molitev. Molitev, ki je v nas, je tista, ki nas oblikuje dan za dnem, vsak dan. In pred leti sem enega duhovnika tako nekako ne poprašal, bolj rekel, pa se včasih je molitev iz navade. Se navadimo, pa kot je navada, pa se zmoli. Je rekel, nič hudega. To je v redu. Dobra navada človeka živi. Slaba navada človeka uničuje. Če moliš iz navade, bi rekel, imaš nekaj dobrega in prišli bodo trenutki, ko ne bo samo navada, ampak bo življenje, bo vsebina. Takrat pa ta navada zaživi. In v tem vidim to prošnjo učenca. Imeli so navado, za katero so vedeli, da je dobra navada. In so želeli, da bi to zaživelo. In v moči Gospoda Kristusa je ta vera v njih zaživela. Postali so pričevalci, postali so svetniki, so naši priprošniki, Jezusovi apostoli. Ne bo današnji dan, praznik posvetitve naše cerkve, tudi praznik nas vseh, da bi posvečevali svoje delo, svoje življenje in da bi vera, odnos do Boga v nas vedno bolj rasla. Zato vas tudi povabim, da skupaj izpovemo vero.